Pozdravljeni v novi oddaji Kulturnega raporta. Danes si bomo ogledali pogovor z nagrajeno prevajalko iz angleščine in v angleščino Bredo Biščak. Z gostjo se je pogovarjala prevajalka Sonja Polanc. Breda Biščak je književna prevajalka, moderatorka in analitična psihoterapevtka. Iz angleščine in v angleščino je nekoč prevajala humanistična, zlasti zgodovinska besedila, zadnja leta pa prevaja le še leposlovje in esejistiko. Leta 2019 je prejela Sovretovo nagrado Društva slovenskih književnih prevajalcev za prevod romana Avgust Johna Williamsa. Med njenimi prevodi so tudi dela avtorjev, kot so Virginia Woolf, Vladimir Nabokov, Hanif Kureši, Oliver Sacks in Anais Nin. Hvala za to čast, da se lahko pogovarjam z Bredo o tematikah, ki naj bi jih tudi sama vsaj oddaleč poznala, če že ne zelo od blizu. Moram povedati za začetek nekaj, da sem z Bredo pravzaprav opravila že zelo izčrpen in prisrčen pogovor. Namreč, ko sem izvedela, da naj bi se z njo pogovarjala, sem bila tik pred odhodom na svoj dnevni sprehod, včasih je krajši, včasih je daljši, tisti je bil precej dolg. In po svoji stari navadi, ki me spremlja že odkar pomnim, se pravi od otroštva, od najzgodnejših let, sem se vso pot pogovarjala z Bredo, s sabo oziroma z nama oziroma v tem večeru. Zvenelo je čudovito in ne vem, če bo ponovitev tudi takšna. Ugotavljam pa, da je ta lastnost oziroma ta vzgib, ta nagnjenost govoriti sam s sabo, pogovarjati se sam s sabo, zapolniti si nek čas, ne iz dolgčasa, ampak preprosto, ker se včasih nek hudournik misli v stvari. In potem je zanimivo, da ta pogovor, kljub temu hudourniku, asociacij, ki se je sprožil ob novici, da naj bi se pogovarjala z Bredo, je bil zelo miren, zelo ležeren, nehlasten. In me zanima Breda, rekla sem, da kot kaže, je to vedno o isti stvari oziroma enaki, mi pravi tudi moj sin, da to počne, ko sam hodi, se pogovarja oziroma vse zgodbe ustvarja, podoživlja ali napoveduje. Glede na to, da si poleg prevajalke tudi jungovska analitičarka, psihoanalitičarka, psihoterapevtka, bi se dalo kaj reči na to nagnjenost? Raje ne, ker tudi sama to počnem. Tako da bi začela najprej hvala Sonja, hvala Irena, hvala Kulturni klub in vsi ostali organizatorji. Predvsem pa hvala vsem vam, jaz sem tako zelo narcisistična, bi mi rekli, me je skrbelo, kako ne bo nikogar sem, ker se to zelo pozno organiziralo. In ste me nekateri svojo prisotnostjo res presenetili, počastili, z nekaterimi se nismo videli res že zelo dolgo. Z mojim sošolcem Jako smo se videli v petek ob 30-letnici praznovanja mature, tako da zdaj približno časovno veste, kam se umešča. Ampak res hvala najprej vsem, da ste prišli. Se pravi, to ni nič nenavadnega. Jaz to tudi počnem, jaz se tudi spomnim, da naključje tako hotelo, da je Sonja včasih živela v Luciji. Jaz po 20 letih znova živim v Luciji in se dostikrat spomnim Sonje, kako je šla na sprehod in si mi vzor. Tudi meni paše te samotni sprehodi, da tudi marsikaj sama s sabo pogovarjam in potem ugotovim, da gre kdo mimo in da bi morda dobro, da se pretvarjam, da se ne pogovarjam. Zelo čudno lahko najprej to deluje komu. Dobro, zdaj se pravi, sva zdravi, psihično, mentalno in če kako drugače. Naj za uvod povem, da danes, 30. septembra, praznujemo svetovni dan prevajanja, prevajalcev, prevajalk, prevajalstva in podobno. Začetna ideja iz leta 50, tam nekje, ki se je nekako porodila v Franciji, se je potem razširila in zdaj je ta dan nekako zapovedan kot praznovanje po organizaciji Združenih narodov, tako da me še posebej veseli, da je to ravno na ta dan najbrž ni naključje, da je tako.
se zgodilo. No in tudi pred kratkim smo podeljevali na Društvu slovenskih književnih prevajalcev Sobretovo nagrado. To so ugledne nagrade, letne nagrade za najboljši prevod proze in poezije. Za mladinsko književnost je ločen, za humanistiko oziroma esejistiko je tudi ločen, čeprav se nekako pogovarjamo, da bi moral biti ločen tudi za poezijo. Se mi zdi, da poezija in proza potrebujeta vsaka svojo nagrado. Vsaj glede na to, da prevajalci, vsaj v Sloveniji, nismo izpostavljeni presežku nagrad. Mislim, da jih je, če primerjamo s kakšnimi drugimi področji, pravzaprav zelo malo. In nekako so komisije, ki dodeljujejo različne štipendije in tako naprej, uvedle kategorijo nagrad, celo nominacij nagrad, tako da apeliram na to, da se še kakšna mogoče področna nagrada ustanovi. Ne, šala na stran. Skratka, no, kaj hočem povedati? Da je 3. leto zapored nagrado prijel prevajalec oziroma prevajalka iz angleščine. Med člani društva je bilo nekaj negodovanja, nekateri so celo zelo glasno negodovali. In ne bodilena sem seveda o tem povprašala predsednika žirije letošnje, to je lanskoletni dobitnik Sobretove nagrade Jernej Županič. Kako to, ne? In še predno mi je odgovoril, je prevajalka, ki je bila nominirana, prevajalka iz nizozemščine, rekla, ja, kako lahko sploh vprašaš kaj takega? Veš, kakšen arzenal literature je to, v kateri pač literature napisane v angleščini, iz katere lahko črpajo, se pravi, in komisije in tako naprej. Mislim, da to ni pravi pristop. Res, da je angleščina jezik, ki ga govori uradno, neuradno 1,5 milijarde ljudi. Materni jezik je jezik 340 ali 70 milijonov ljudi na 3. mestu. In prvi tuji jezik, ki se ga večina šol v Evropi in na Japonskem uči. Se pravi, nesporna razširjenost. Da je nesporen ta korpus, iz katerega se zajema, tudi velik, je prav tako nesporno. Ampak vendarle, med nominiranci recimo je bila, kot vemo, Clarisa Jovanović, že drugič. In sem rekla, kako lahko tako suvereno ocenjujete, da je pač angleški prevod oziroma prevod iz angleščine najboljši, ko pa vendar nihče iz komisije nekaterih jezikov, ki so bili nominirani, ne obvlada. Potem so rekli, ja, pač damo zunanjemu ocenjevalcu. Ampak če so v komisiji najmanj 3 anglisti, s tem seveda nočem vrednosti nikakor zmanjšati, ampak se takšno negodovanje pojavljajo. To z našo nocojšnjo gostjo nima nikakršne zveze. Njena Sobretova nagrada je z angleščine. zaslužena. No, ampak danes ne bomo o nagradah, bomo o tvojem opusu. Ponavadi se pogovori s prevajalci začnejo, kako, zakaj ste začeli prevajati. Morda, če lahko samo dodam, jaz se povsem strinjam, da je nagrad za prevajanje pri nas premalo in da bi morala biti, tako kot je Sonja omenila, zlasti Sobretova nagrada končno že enkrat razdeljena. Ravno o tem smo imeli zadnjič na Facebooku debato, vsekakor na prozo in poezijo. Aleš Berger je opozoril, da ni več nagrade za dramatiko, ki so jo včasih podeljevali na Borštnikovem srečanju. Anja Zagolov meni, da bi morali celo podeljevati nagrade za prevajanje grafičnih romanov, skratka tukaj se odpira polje, kaj zdaj kam sodi, vsekakor pa jih je premalo. V zagovor slovenskih nagrad, v zagovor angleščine pa vsaj to povejmo, da ravno zato, ker je angleščina tako široko razširjen jezik, se vsem angleško govorečim državam, če zelo grdo uporabljati za izraz, po svoje malce dol visi, kdo jih prevaja. In zato za razliko od Italijanov, Nemcev, Francozov in najbrž kakšnega drugega naroda nimamo temu primernih
inštitutov, ki nekako širijo kulturo in vse, kar spada zraven zunaj svoje države, svojega teritorialnega matičnega ozemlja, in velikokrat podeljujejo potem tudi nagrade. Ne. Tako da v tem primeru tisti, ki imajo v tem smislu več, če lahko rečemo tega drobnega soja luči, ki občasno pade na prevajalce, so vendarle mislim, da kaj Francozi pri nas. Tisti, ki prevajajo francoščine, pa mislim, da Goethejevič tudi, ne vem, Gašpar je iz italijanščine, kakšna nagrada ni. No, tako da je pa premalo teh nagrad, to vsekakor. Hvala. Torej, začela sem s tem, kako nekdo postane in ostane prevajalec, postane jih verjetno več kot tistih, ki ostanejo tudi to. Glede na to, da si sama študirala anglistiko, diplomirala iz anglistike, v oklepaju imaš prevajalstvo, smer prevajalstva, oziroma je to neka specializacija znotraj študija, lahko je pedagoška smer najbrž prevajalstva, ali je to samo eden od seminarjev, za katerega se... Ne, to je bilo neko prehodno obdobje na filozofski fakulteti, preden so ustanovili oddelek za prevajalstvo. Je nekaj let bilo znotraj študija angleščine, poleg običajne pedagoške in nepedagoške smeri, mogoče študirati tudi prevajalstvo. In sem imela po svoje veliko sreče, ker takrat ni bilo zahteve, kot je danes na oddelku za prevajalstvo, da moraš znati vsaj 2 tuja jezika, a ne, sem študirala pač poleg angleščine še primerjalno književnost in ne glede na to sem se lahko tja vpisala na ta oddelek. Bilo nam je super, bilo nas je 8 v 3. in 4. letniku in je bila to neka, bom rekla, jezikovna podlaga, ki mi pomaga vsekakor še danes. Ja, zato ker vemo, da obstaja veliko prevajalcev, ki so prevajalci, ne da bi študirali jezik, recimo ravno lanski nagrajenec iz angleščine, potem tu prisotni kolega Malej, in to odličnih prevajalcev, nagrajevanih prevajalcev. In na enem od srečanj prevajalcev v Beogradu so ravno tematizirali to, se pravi prevajalce, ki postanejo prevajalci in ostanejo prevajalci, ne da bi jezik, iz katerega prevajajo, študirali. To so tako zelo visoko cenili, ne, kot neko posebno, ne vem, danost, vzgib, da ne rečem talent ali nekaj takega, ampak če so že pri tem, je potreben talent? Ja, jaz mislim, da vsekakor ja. In omenila si Gašparja, ki je tukaj, Jerneja Županiča. In se spomnim Gašparja, ko smo bili mi, po mojem, prvi letni Gašpar, drugi, ki je pisal že spise, ki jih mi še stalež nismo, ko še mislim, da ima Gašpar izreden talent, pa ne želimo hvalosti Gašparja, da ne spade to pokroviteljstvo. Jernej Županič je začel pravzaprav kot lektor in je nam lektoriral nekatere prevode in ima izjemen posluh za jezik in me tudi ne preseneča, da je dobil nagrado. Mislim, da se do tega znanja da priti tudi po drugih poteh, ne nujno z univerzitetnim študijem nekega jezika, ne. In nenazadnje vsi prevajamo v slovenščino, pa recimo ne Gašpar, ne jaz sem mislim študirala, če tako gledamo, ne. Se pravi, se je ta naklonjenost oziroma vzgib pokazal že s tem študijem prevajalstva in potem, ker nisi takoj začela prevajati, ne, po koncu študija, če se ne motim. Jaz sem takoj začela, ampak ko začneš, kot vsaj takrat ne moreš od tega živeti, ne, plus prihajam iz družine, bom tako malo osebna, moja mama je v vojni otrok, odraščala je v revščini in zanjo je bil, kako ne rečem, ta občutek, da je nekdo brezposeln, po mojem eksistencialna stiska. In je bilo povsem jasno, da ko diplomiraš, da si treba najti službo. To ni bilo nikoli izrečeno, ampak moje začetne službe so bile pač v tem rangu. Potem sproti sem še malo prevajala in ko se je začela odpirati možnost, da grem na svobodo, sem potem počasi šla. Nisem takoj vedela, od nekdaj sem rada brala, ker smo doma veliko brali in nekako sem slutila, da nimam domišljije, tiste prave bojne za biti pisateljica, ne pa vlekla v neki zvezi s knjigami. In prvo delo je za najnim hrbtom, mislim, prvo objavljeno delo. Se je, prvo knjižno delo je tukaj, Hiša na ulici Oblakov. Bilo je nekaj kratkih revijalnih prevodov pri tem, ampak to je to.
In kaj si doživljala ob tem, si uživala, kot se reče, je bilo to neko svobodno plavanje in radovednost. Če lahko zaokrožim zgodbo, te dni sem razmišljala, za to delo pravzaprav si tudi ti, Sonja, posredno, če lahko rečem med narekovaji, kriva. Zgodilo se je namreč tako, da pred natanko 20 leti sem jaz povezovala en pogovor z Janom Martelom tukaj v Koperskem domu knjige, kar me je priporočila Sonja. In na tem pogovoru je bil Aleš Berger, ne zato, ker je izdala Mladinska knjiga, ampak tudi zato, ker je takrat njegov sin živel v Izoli in so bili tam majhni vnučki, in je šel na obisk vnučkom in potem je prišel še en pogovor. In me je tam videl, jaz sem pač prevajala tolmača in je vprašal, če kaj prevajam, in sem rekla, da ja. In sem potem imela sem že en daljši odlomek z tega umišljenega življenja preveden in sem mu to poslala v branje. Pa je rekel, to je v Ovidu, to smo mi v Ovidu že nekaj izdali, tega ne moramo objaviti. Ker je ta avtor, ki je napisal Mišljeno življenje Avstralce, nekako poklopil, rekel, imam pa eno drugo avstralsko delo in mi dal za branje in je pač to predlagal. Pa to je bilo konec leta 2004, jaz se spomnim, da sem imela to knjigo v roki po Ljubljani in sem sprašala, kaj narediti, če mi delo ne bo všeč. Kaj narediš? Tvoja prva velika priložnost, ki ti delo ni všeč. In na srečo mi je bilo. In potem sem ga prevajala kar res intenzivno, leta 2005, kot svobodnjakinja, res sem tudi plavala, ker se takrat še živela v Kopru. Prevajala sem kar dobršen del dneva in potem proti koncu sem šla marsikdaj plavati v Strunjan in sem seveda nosila te misli, prevode s seboj in kakšen se je tam potem natrnil. Tako je pa to tak posvečen, se mi je posvečen čas, prevod prvega dela, ker si res totalno moten. Kot prva ljubezen, recimo. Največ mogoče. Ne, imela sem v spominu, ampak nisem vedela, ali sem si pravilno zapomnila, ali sem si umislila, da sem imela neke prste vmes. Botrica. No, me veseli. Če lahko sam še to zgodbo dodam, ker se je še eno drugo naključje, se 5 dni obrnilo. Jaz sem bila letos prvič v kakršnikoli žiriji povezani z literaturo, v žiriji za nagrado Lastovka, ki jo podeljuje Radio Slovenija. Gre za kratke zgodbe, ki so anonimne. In jih je prispelo čez 1000. To je en tak poseben fenomen. In skratka, in na koncu smo se odločili za eno zgodbo, ki se je čutilo, da oseba, ki jo je napisala, da pa ima neko kilometrino, da ima to veščino pisanja. To je bilo vse anonimno. In kakšne 2-3 tedne potem, ko smo kot komisija sprejeli to odločitev, ko skončno pišemo urednika, ki je rekel, boš prišel na podelitev, bom, kdo pa je nagrajenec, reče, ja, viš, Aleš Berger, moj prvi urednik. In je bilo tako zanimivo. Ena taka, Jungovci bi najbolj rekli neka sinhroniciteta. Aleš Berger je vendar tisti, ki mi je odprl vrata v ta svet in se mi zdi kot prevajalec, prevajalka, res veliko bereš in se naučiš o tem, kaj je dobro pisanje. In kako potem, recimo, toliko let pozneje, po vseh teh prebranih knjigah in prevedenih, potem znanjem, ki sem ga delno pridobila, lahko rečem, direktno tudi zaradi njega, sem potem pač presojala njegovo delo. Tako da to je bilo tako res tak zanimivo, kako se včasih ene poti morda sklenejo. In tudi samo to bi še dodala, letos je bilo kar nekaj rezov spet v kulturo, kolikor vem, tudi Radio Slovenija. Eden od avtorjev, ki je poslal, domnevamo, da veliko zgodb, se je jezil nad letošnjo žirijo, ki je podelila potem poleg nagrajenca samo še 3 zgodbe, 3 nagrade, kar absolutno nima zveze z nami, s tem, da je Radio Slovenija in program Ars dobil letos manj denarja, ker so bile, mislim, da pač manj poplave, in smo pač solidarnosti, in tudi kultura dobila manj, in tudi Radio Slovenija, in zato manj nagradne. Nisem hotela tega. Ja, no, skratka, in ko je bila, prav prejšnji teden je bila ta podelitev, izredno lepo oddajo pripravil Matej Juh, kot urednik, vam res priporočam v poslušanje, ker je tam tudi tematiziral marsikatere druge Bergerjeve tekste in Berger veliko piše, razmišlja tudi o prevajanju. Ampak tam po dolgem času bo res nekaj, kar rečeš, ko poslušaš o kulturi, o literaturi na nivoju, si rečeš, no, hvala Bogu, da te ustanove še vedno postavijo. No, vprašanje si mi pobrala, ukradla. Vem za to, da si bila v žiriji
in kdo je nagrajenec. In seveda poklon Radio Ars oziroma nasploh Radio Slovenija, ki še edini v tem očvari slabega jezika, spačenega jezika ohranja raven. To si upam trditi in hvala Bogu, da vztraja in glede na ljudi, ki so tam, ki ga vodijo, ki z njim sodelujejo, se ni bati, da bi vsaknil ali spremenil kurs, kot se reče. Ker je ta prva knjiga oziroma prva ljubezen, s katero smo začeli, tako lepa, bi te prosila, da nam prebereš en odlomek. Je stvar zelo ljubka, zelo duhovita, zelo prisrčna. Že sam naslov človeka spravi v dobro voljo, a ne? Ja, bom sam na kratko povedala, to je avstralski avtor Tim Winton, ki je ta roman napisal, ko je imel približno 30 let. In ta roman Hiša na ulici oblakov, Cloud Street, je v angleščini pisano skupaj, je po mojem njegov najboljši roman. Gre pa za to, da je v njem vse obdobje 20 let v avstralski zgodovini, od vojnega, tam nekje 44, pa vse, da se pravi leta 65, in je tematiziral življenje dveh družin v eni in isti hiši in tudi indirektno avstralsko zgodovino, to zavračanje aboriginov in tako naprej. Ena družina je bila taka, bi mi rekli, malo bolj luftarska, mati je bila lepotica, žal malo pijanka, oče je bil, kot temu rečemo, gambler, nenehno je stavil in je imel srečo in je on govoril, da ima nezvesto srečo, ker ga je sreča zapustila. In te 3 otroci so pa rasli gor, kakor so rasli. In je pol podedoval to staro razpadajočo hišo, ker niso imeli denarja, so pač to pol te hiše začeli oddajati. Oddali so pa drugi družini, ki bi lahko rekli, da morda na trenutke malce virsko blazna, sicer v pozitivnem smislu. Mislim, da so imeli 5 otrok, en od teh otrok se vmes ponesrečil in je postal oseba s posebnimi potrebami. Ampak tam je bila mama zelo podjetna, ta oče si je pa zelo želel, da bi nekaj naredil. In potem sta kot par, ta druga družina, da sta lahko plačevala najemnino, sta se odločila, da odpreta špecerijo, trgovino v spodnjem predelu te hiše in so potem tej trgovini rekli Paroblakovih. Zdaj bi samo prebrala res zelo lep, zelo srčen roman, je to, da priporočamo branje na 2 strani. Sam Pickles je bil ta gambler, se pravi ta, ki je rad igral, ta drugi delaven mož, tako protestantsko delaven je bil pa Lester. Živalski svet se ni dal. Po poznavalskem nasvetu Sama Picklesa se je Paroblakovih naselil dirkalni konj, ker ta oče Sam Pickles je stavil na konje, z tega je svajal njegovo zasvojeno stavanje. Velik temnorjav skopljenec s kopiti, velikimi kot zabijace kole, je imel za sabo burno zgodovino depresij in čustvene nestabilnosti. Nekaj dni pred Božičem si je Lester kupil kramarski voz in konjsko zaprego, da bi se lahko lotil dostave blaga. Videl se je, kako z vozom, obleženim sadjem in zelenjavo, klepeta skozi predmestje, pozvončkljava, uravnava tehtnico in ropota s tablicami, njegove pesmice in šale pa na ulice privabljajo ženske in otroke. Srce mu ni zaigralo od misli na posel, pa čeprav je s temi besedami za misel prodal orjel, ženi, temveč na teater, prepevanje, stresanje šal, pripovedovanje zgodb, vajno uprte poglede množice. Konja je nameraval privezati na travnatem nasipu ob stranskem delu hiše, morda celo tako, da bi se njegova staja naslanjala na ograjo. Orjel mu je dala denar in zavila z očmi, v mislih pa se ukvarjala še bolj čudnimi stvarmi. In ko je kupil konja, je resnično verjel, da je napravil dobro kupčijo. Toda Lester, pravi izvedenec za lahko konjenico, ne bi smel nikdar sklepati, da je depresiven konj, počasen konj. Njegova dostavna dejavnost ni trajala niti en dan. Upregal je konja, naložil voz najboljšo robo, ki so jo prodajali Paroblakovih, in komaj je pošteno namestil rit na kočjažev sedež in vzel vajeti v roke, že se je konj zagrel za idejo o prosti in hitri dostavi hrane ter zdrvel proti ulicam v Sobjaku z dvignjeno glavo in spuščenim repom.
Lester je zategoval vajeti, ko sta vijugala po dolgem nasipu in mu je tresenje koles, ki so preskakovale tračnice, krhalo hrbtenico. In ko je s poblaznelim konjem, od katerega je pršela slina, priletel v subjako, je s klobukom nizko na čelu izgledal čisto zares kot igralec Randolph Scott. Toda na prvem ovinku, ko je voz dvignila na zadnji kolesi in je zaprega tlesknila kot moške naramnice, je izgledal samo še kot navaden izstrelek, ki čaka, da gravitacija opravi svoje. Pristal je v voznikovem sedežu Packarda, parkiranega pred palačo prostozidarjev. Konj je odrvel naprej in še cel dan je hodil po njegovi sledi. Mularija je posedala po ograjah in jedla jabolka. Tu in tam je kak poštni nabiralnik med zobmi stiskal korenje. Tla so bila občasno ozaljšana s pohojenim cvetjem cvetače in po ulicah se je kot za jankom in metko vila tako opazna sled iz solatnih listov, pese in pomarančnih olupkov, da je niti mestni ptiči, niti otroci, ki so pridno čistili ulice, niso mogli odstraniti. Konja je našel popoldne. Pasel se je po vrtnicah, ki so rasle v nekem vrtu blizu jezera Monger in mu z očmi, obrobljenimi z dolgimi trepalnicami, naklonil spokojen, potešen pogled. Peljal ga je v konjedercu in dobil 2 funta za konja, voz in 4 kile paradižnikovega pireja. Naštevati, kaj vse si prevedla, katere avtorji oziroma njihova dela, ne bi bilo umestno, ker ne bi si zapomnili, se pravi, bi bila odvečna zadeva, ampak vseeno bi pa veljalo izpostaviti nekaj avtorjev, ki so pravzaprav kanonični. S tem mislim predvsem Virginia Woolf, mislim Vladimirja Nabokova in Johna Williamsa, Američana. Zakaj te 3? Vse sem prebrala, dobro, Johna Williamsa, me čaka še Klavčev prehod. Vsi po zaslugi tega, da je Breda tako dobrohotna in se me vsakič obdari s kakšno svojo izrednim prevodom. Se lahko vzvoči. Ravno zadnjič, ko je Berger ta svoj večer, je rekel, v enem trenutku mislil, da bo moral prebirati sam še po izbiri prijateljev, ker so mu prijatelji nosili svoje prevode in svoje knjige. Tako da smo včasih tudi malce usiljivi s temi svojimi knjigami. Ne, v tem primeru ne. In če začneva z Virginia Woolf, privedla si, mislim, da kar 3 njene knjige, izbor iz dnevnikov, kar je bil velik zalogaj, kajti napisala je 30 zvezkov dnevnikov, v pole preračunano, mislim, da je bil govor o 100. Ne vem, koliko. O 100 in nekaj polah, ti si jih izbrala 16. Italijani imajo, recimo, to bi dodala vse prevedene, celotne dnevnike, kar govori o tem, kako je pač italijanski trg večji in si to lahko privošči. Čeprav so nekateri stvari predvsej dolgočasne, tako iskreno povedano. Celoten. Ja, prav gotovo si opremila ta prevod tudi z izčrpno spremno besedo, v kateri o tem govoriš, zakaj tak izbor. Se pravi, da se ne ukvarja z nekimi parafernalijami, marginalijami oziroma rečmi, ki niso več pomembne oziroma tudi takrat niso bile, ker so bile zelo posebne. Pač v dnevnik zapišemo marsikaj. No, ampak če se ne motim, si se že za diplomo ukvarjala z Virginia Woolf. Ja, vseeno bi to dodala, to je spet tukaj kriv malce Gašper Malek, ki mi je, ne vem, v 2. ali 3. letniku v roki potisnil njen roman Valovi. To je najbolj eksperimentalni njen roman, morda tudi eden najbolj eksperimentalnih modernističnih romanov. Jaz razumela, nisem takrat čisto nič, kaj piše v tem romanu, me je pa zelo pritegnil in potem sem nekako sledila. Potem je bila to še neka moja prijateljica iz srednje šole, ki je hodila v Ljubljano na gimnazijo in to pomenjam zato, ker je njih profesorica slovenščine navdušila za roman Orlando, ki je prav tako, kasneje bil recimo pri nas ta prevod uvrščen v zbirko Veliki večni romani, tudi ostaja klasičen, zlasti aktualen postaja zdaj, ob tej debati, koliko v resnici spolov. In ja, potem sem pač diplomirala iz tega. Sem si zelo želela nekaj prevajati.
Takrat v srednji romani so bili že vsi prevedeni, tako da so nam ostale, bom rekla, manjše, bolj ne toliko pomembne stvari, čeprav Jana Vnuk je potem prevedla skoraj še vse ostale romane, manj znane pravi, da so tudi ti zelo pomembni, ampak tako ta glavnina njena pa je bila še prevedena. Kaj te je pri njej prevzelo, oziroma zakaj si jo izbrala? Se pravi, to je neka povsem srednješolska navdušenja nad njo. Spomnim se tudi, da smo na koncu gimnazije, sem bila še zadnja generacija, ki je delala sprejemne izpite, da sem se takrat kupila v Ljubljani v antikvariatu Gospod Delove in sem jo pol, ko sem se z vlakom še peljala z izpite obrala. Ne vem, povleklo me je po mojem tudi ta atmosfera, ona odlično opisuje atmosfero. Več stvari se vračam, tako da tudi zdaj bi mogla začeti prevajati še eno njeno delo, njej pa smo nekoliko zamaknili. Gre pa za naključje avstralska, najbrž komparativistka, je napisala domnevanta doktorat, ki je njen celoten opus takole se pravi romaneskni, kot kratke zgodbe, kot eseje, premotrila z vidika filozofije. In je pokazala, kako je bila Virginia Woolf, ki pravzaprav formalno ni bila dosti šolana, kajti takrat Sploh ne. Nekaj celo dela, recimo to so bili še časi, potem piše tudi v eseju Lastna soba, ko pravzaprav ženska ni smela vstopiti v Oxfordsko knjižnico. In kako je ona, ker je imela doma, čeprav bil oče velik patriarh, mislim zelo patriarhalno nagnjen, jim je pa hčerkam pustil dostop do svoje knjižnice. In je bila zaradi tega seznanjena tako sodobno filozofijo, kot recimo grško filozofijo. In ta avtor se vse pokaže, kako je to vplivalo tudi na njeno pisanje. Na to, kar je ona rekla tudi v svojem dnevniku, marsikdaj ljudje mislijo, da se izmišljujem, pa kar nekaj namečem. Ne vejo, koliko je za tem urejeno jezikovnega. Ona pa tudi pokaže, koliko je za tem enega miselnega poznavanja, tudi filozofije. Tako zelo zanimivo delo, ki bo sicer po mojem zelo naporno za prevajati, ampak naslov je pa vzorci vsakdanjega življenja, ki razmišlja o teh drobnih stvareh. Ona je veliko dala pozornosti drobnim stvarem. Ona je pravila pač tega, kako se ta trenutek razprši na marsikaj, kaj vse prinaša trenutek, in je znala to zelo, zelo lepo opisati. No, še bolj, ne bom rekla, tenkočuten oba sta, ampak v teh detaljih je pa se mi zdi najbolj nenadkriljiv Vladimir Nabokov. In če smo že pri knjižnicah, njegov oče je imel knjižnico z, kot piše, okoli 10,000 knjigami in zaposleno knjižničarko. Se pravi, rusko plemstvo, ampak ne vso, je vedelo, kako pomembna je izobrazba. Ja, bil je tudi, ne moram spet uskočiti, ampak od rojstva vzgajali so ga trojezično, se pravi rusko-francosko, ko so bili Rusi takrat znali vsi francosko in seveda angleško. In sam tudi opisuje, v tej avtobiografiji govori spomin, oni so imeli cirka 50 služabnikov, in kako je oče povsem dobro vedel, da nekateri služabniki z njihovim denarjem pač peljejo svoje otroke zdravniku in tako naprej, pa je vse to v bistvu toleriral. In kar se ni vedlo, oče je bil, čeprav je bil aristokrat, se je zavzemal, da bi Rusija postala demokratična država. Bil je tako, temu se reklo po njih neke vrste kot bela stranka, pa je potem prišlo do tega pač nasilnega izbruha revolucije, tako naprej zašli oni pregnanstvo. In vse ne vem, koliko se ponavlja, koliko se to že pred 5 leti govorila, oni so potem v Berlinu preživeli kar dosti časa samo z enim materinim prstanom, ki je bil diamanten. To je tak detajl, da je po svoje. Kakšnim razmislekom te vodijo ti svetovi, ki so nam popolnoma tuji, mislim, ki so seveda navdihujoči, ampak... Nabokov se je res pokazal kot en tak tek na dolge proge. Jaz sem ga prevajala po mojem dokaj na začetku svoje poti. Stara 33 let in je res zelo težek, zlasti v enem, jaz sem večkrat rekla, da je to prevod, ki me je spravil na kolena. Še zdaj mislim, da to je najbolj zahteven moj prevod, ampak zdaj, ko pa berem, mislim, veliko stvari se zdaj šele odpira
In zanimivo je, da je eno tako zanimivo naključje prišlo, da bo mladinska knjiga bo ponatisnila Lolito. In ker je pač pravice prodala ena velika založba, se to pač v tem tujem svetu počne tako, ja, prodal vam spet pravice za Lolito, ampak morate zraven kupiti še eno drugo Nabokovo delo, a ne? Ja, tako to gre. Ne, delo Nabokova, ja, tako je pravilno. In so se potem odločili, da so odkupili še zbirko kratkih zgodb, ducat zgodb Nabokova, zdaj ne vem, kako bo ista prevajalka je Polona Glavan. In pač naključje je hotelo, da od teh ducat zgodb Nabokova sta dve vzeti že z te avtobiografije, kajti ta avtobiografija je nastala tako, da je on spravil skupaj, ne vem, 10 svojih krajših polodolgih esejev oziroma kratkih zgodb. Tako da sem zdaj po toliko letih spet šla skozi ta dva prevoda, nekatere stvari je bilo treba skrajšati. Skratka, spet sem imela to poletje stik z Nabokovom. In banalna informacija, ampak dobila sem za to tudi honorar, ker mi je letos poletje zelo prav prišla. Tako da, res se je dobesedno se obrestoval ta Nabokov, ne vem, 10 letih spet. Energija nikoli ne gre v nič, ne? Vprašala te bom nekaj, ker imam potem pod vprašanje oziroma eno čisto zasebno vprašanje, pa ni intimno, zadeva jezik. A se razlikujejo avstralska angleščina, recimo Tima Wentona, ameriška angleščina Johna Williamsa, angleščina Nabokova, ki ni njegov materni jezik, in angleščina Virginia Woolf. Dobro, gre tudi za različna obdobja, ampak zakaj to sprašujem? Sama prevajam iz jezikov, ki so nastali zdaj kot 4 uradni jeziki držav bivše Jugoslavije. In v zadnjem času se pojavljajo, napetosti, ali je to en jezik, oziroma diasistem, se pravi en jezik, dve obliki, ali so to dejansko 4 različni jeziki. In pred kratkim sem brala eno zanimivo razpravo, ne vem, je srbska ali hrvaška znanstvenica, ki predava nekje v tujini, in je rekla, ja, kaj sploh, mislim, delajo problemi z tega. To je tako kot angleščina, ne, ki je v Avstraliji takšna, v Ameriki takšna in recimo v Veliki Britaniji takšna. Glede na to, da poznaš te angleščine, kaj meniš? Za angleščino bi rekla tako, to je angleščina, ne, z nekimi lokalnimi v tem smislu koloriti, ne, lokalnimi, britanska, ameriška, avstralska. Nabokov je tukaj specifičen, morda zakaj, ne, on je bil, ne vem, ali bi se njemu temu rekla, da je bil naravni govorec angleščine, govoril je od malega, je pa mislim, da on, ne vem, ali je to počel za ruščino ali počel tudi za angleščino, ko se je preselil, on je še tako, ne, Rusija, Berlin, Amerika, ker je bila žena Judinja in sta tik pred začetkom druge svetovne vojne še uspešno, najprej bil Pariz, pa Berlin, potem Amerika, pač se je selila v Ameriko. On je pa je prebiral je slovar, ne, v daljšem obdobju je sistem, ker če berete Nabokova, je to res. Ko sem jaz prvič brala Lolito, sem mislila, ok, angleščina ima veliko besed in je normalno, da ne poznaš vseh in rabi slovara, ne, tudi kot prevajalec. Ko sem ga pa pol prevajala, sem bila, ne, on je imel prav slog pisanja tak, da je uporabljal zelo, zelo intelektualne besede, ne. Tako da on je ta smer, pri ostalih se morda res pri tem koloritu v smislu besed, ne, angleščina ima neke besede, angleščina ima neke besede, ki jih recimo angleška nima, zlasti je bilo treba pri avstralski poiskati. Jaz sem na takrat srečal, Berg Pribac je bil še živ in je bil takrat njegov prijatelj tukaj v Istri, David Brooks, ki je tudi preveden dosti, ne, mi je on pomagal z ene izrazito specifične besede avstralske, ki jih nisi mogel najti tega leta 2005, takrat je bilo bistveno manj slovarjev dostopnih na internetu, in tam brez njegove pomoči teh besed ne bi mogla razvozlati, ker so bile to res dialektalne pogovorne besede. Tako da v tem
drobnem smislu bi se rekla, se razlikuje, ampak ostale stvari, neka sintaksa, neka gramatična pravila, je pa to še vedno isti jezik. Omenila so prej, da si k veliko delom prispevala spremno besedo, čeprav ta glagol mi ni všeč, da nekdo prispeva spremno besedo. Jo napiše in napiše z veliko prizadevanja, truda, dela, prebranih še vseh ostalih knjig, referenčnih, ki sodijo zraven. Ampak zanimivo se mi je zdelo pri spremni besedi pri Nabokovu v knjigi Govori spomin, veliko srbskih avtorjev omenjaš. Med drugim Danila Kiša in Davida Al-Baharija. Oba sta veliko pisala, vemo, da David Al-Bahari ima tudi nekaj zgodb, oziroma vsaj 1, 2, 3, ki so nekako reference Nabokova ali vsaj Lolite in še česa. Kiš itak je govoril, da to je eden najboljših avtorjev, sploh v svetovnem merilu, in še nekatere druge znanstvenike srbske. Zakaj se mi zdi to zanimivo? Zato, ker v slovenščini mislim, da razen Lolite in ne vem, nismo kaj dosti. Je preveden, še ena Sovretova nagrada, Brantov Gradišnik. Ne vem, neki z Bledo. Bledo je v naslovu, Maja že preverja. Ja, ampak se mi zdi, da ni bil toliko v zavesti. Ne vem, težko bi posploševala dejstvo. Oziroma vsaj ne v tej literarno-zgodovinski. Ja, mogoče ne pri nas, morda je ta krog njegovih sledilcev manjši, vsekakor je. Mislim, da je iz te rusistične smeri, če se ne motim, Drago Bajt. Nabokov je napisal enako število romanov v ruščini in enako število romanov v angleščini. In jaz sem seveda uporabljala večino, ker ne govorim rusko literaturo, ki je bila v angleščini, ampak že takrat, to je bilo leta 2008-2009, če si predstavljate, je bil na internetu forum za knjige Nabokova in tam se je šlo res v detajle. Potem je bil Nabokov imel nekega svojega biografa, ki ga je spremljal celo življenje in je ta biografija, nisem brala, ampak je vsaj mislim, da 2 taki debeli knjigi napisal. In je te literature o njem res ogromno. Ne vem, kako sem prišla do teh srbskih avtorjev, mogoče prebereš eno, pa se ti potem včasih odpre, ali pa bi to celo prevedeno. Ne vem, ampak še ta usporedna zgodba, to raziskovati res velike informacije, zanimivi se je nabrala. In to, kar sem mogoče že takrat pred 5 leti povedala, ampak ta knjiga je že tako malo, Nabokov je bil malo poseben človek, izredno intelektualen, inteligenten. In on kaj naredil, bom še enkrat ponovila to zgodbo, se pravi, čujem tisti, ko ste še enkrat slišali. Jaz sem prevedla to knjigo, vsa vesela, da sem se je končno rešila, ne? In čez par dni z Modrijan se to prevajala, me pokliče urednica, Brunica Alba, reče, je pa Breda, pa vi niste cele knjige prevedli, ne? Pardon. Bosta samo zemlja. Ja, Nabokov se oglaša. In se kako nisem prevedla cele knjige, ne? In potem reče Bronka, ja, pa sej na koncu je še ta esej. In potem sem rekla, ja, pa ne v moji knjigi, ne? In potem on reče, počakajte, in kaj je prišla, jaz sem imela drugo verzijo, kot je imela ona. Ta biografija je že tako nastala, da on napisal, mislim, da angleško verzijo, pač teh 10 esejev njih pa združil. Pol je to sam prevedel v ruščino. In ko je seveda prevajal domačo ruščino, ne, če piše v angleščini, tam je razlagal angleščine stvari, ki so Rusom povsem jasne, ne, in je mogel spremeniti in spustiti. Obenem se pa v tem jezikovnem procesu samega lastnega prevajanja se mu je porodilo še kup spominov, ne, in je potem na podlagi tega razširil, še enkrat je v bistvu to ne prevedel nazaj, razširil je to izvorno angleško besedilo, ne. Tako da so pritle pravzaprav 3 knjige, ne. In ko je to končal, ne ve koliko let kasneje, takoj si on prišel na idejo in je napisal tako imenovano pseudorecenzijo, ne pod svojim imenom, pod tujim imenom, v katerem je ocenjeval lastno knjigo
lastno avtobiografijo, ki jo je kvazi primerjal z neobstoječo avtobiografijo neke ženske. Se predstavljate, on si je zmislil, ne? In je seveda ta cel tekst tako napeljal, da je jasno, da je bila njegova absolutno boljša, ne? Kaj je bilo. In skratka, in potem smo na koncu dodali še to pseudorecenzijo, tako da zdaj ta izdaja kompletna. In jaz ne vem, če je bilo to v zgodovini književnosti naredil, ne? Zdaj najbrž že tako pravijo, ne? Da tisti, ki napišejo lastno autobiografijo, da to pač karkoli že je, ne, ima tudi narcisistično. On je pa zdaj še, ne, sam sebi recenziral svojo autobiografijo. Ne. Absolutno je bil izjemen, ne, o tem ni dvoma. Ampak tako. In kot seveda, ne, kot vsake autobiografiji, ne, marsikaj je zamolčano, ne. David Malouf, avtor te knjige Umišljeno življenje, lepo pove, ne, naša identiteta ne se stoji samo iz tega, kar povemo v sebi, ampak tudi iz tega, kar zamolčimo v sebi. Celo pravijo, da več iz tega, kar zamolčimo, je več resnice v tem. Ta hip mi je šla misel. Aha, to sem htela še vprašati, pa vseeno, če dovoliš še en čisto kratek podlomek prebrala, da bi nekako začutili, je to nemogoče, če sam človek ne prebere, ampak v kako filigranske, minuciozne zadeve se spušča. Ne? Torej, literatura je, verjemite, brez danja. Ne? Literatura je brez danja. Ne vem, če je katera umetnost tako brez danja, kot je literatura. Ja, to se hotela vprašati, oprostite. Pri tem naslovu smo seveda občudovali ta pridevnik, ne, premlajena avtobiografija. Ja, hvala. To je v angleščini, ne, kot sem rekla, to je tretja verzija, ne, potem najprej je bila Govori spomin, pa še tukaj razlaga, kako je nastajal ta naslov. Poleg te kvazi recenzije na koncu ima na začetku tudi uvodno besedo in pove, ne, kako se je založnikom Abidal najprej govoril mnemozina kot muza spomina. In pa smo boja rekli, ne, te starejši gospe, ki je bo vrali, ne bo vedeli, kaj je to in ne bo vzeli knjigo v roke. Ne. Skratka, in pol je ratov naslov Govori spomin. In ko je izdal še to tretjo različico, je potem napisal podnaslov An Autobiography Revisited. Revisited je v angleščini dokaj pogosto uporabljen pridevnik, ki ne pomeni, visit pomeni obiskati, pomeni znova obiskati. Seveda ne pomeni v tem smislu, da je znova obiskal, ampak na nek način se je znova vrnil, ne, znova je premišljal o tem. Ne. In pri nas takega, nisem takrat prišla na idejo, kako bi to prevedla. In potem se razmišlja on na kar nekaj besednih iger not. In ker je v bistvu on, ko je pisal to tretjo različico svojih spominov, so nekako razmišljala, pa se v bistvu jih je premladil, ne dobesedno, ne, se ni bil mlajši, ki jih je pisal, ampak na nek način na novo jih je spisal. In potem sem se odločila za to, za ta pridevnik je ni čisto običajen. No. Ampak hvala za to omembo, ker je bil to prvi komentar v vseh teh letih, na podnaslova. Ja. Ja. No, lahko preberem? Ali ne? Ja, da sem povedal, katero, če imam še nek komentar. Aha, to, ja. Samo komentirala bi to branje. Slišali, Nabokov med vsemi stvarmi je bil tudi, kako se reče, sinestet. Ja. Imel je ta dar za sinestezijo, to pomeni, da zaznavate stvari na več kanalih. Ja, ne. On bo rekel, on je imel barvni sluh. Se pravi, on, ko je slišal določene glasove, jih je povezal z barvo. Pričemer, ker je bil Nabokov, je imel za angleške glasove eno barvno lestvico in za ruske glasove drugo barvno lestvico. In tukaj o tem, kar bo zdaj prebrala Sonja, so angleški glasovi. In ena moja prijateljica, ki je tudi prevajalka, ki se mi to brala, je rekla tako, zdaj se opravičujem za nivo, ampak je rekla, temu ni bilo treba biti zadet. Kaj si rekla? Temu ni bilo treba biti zadet, ničesar mu ni bilo treba jemati, nobene substance, ne, da je videl vse, ker boste slišali zdaj, ne, kako to gre. Zna biti malo dolgočasno, no, ampak
Če dovolite, ker sem tako navajena, ne vem, kako se sliši v redu. Poleg sem tudi krasen primer osebe, ki je dan barvni sluh. Morda beseda sluh ni najbolj točna. Saj se zdi, da barvno zaznavanje nastane, ko z usti izoblikujem dano črko, medtem ko si predstavljam njeno obliko. Dolgi A iz angleške abecede, in prav to abecedo imam v mislih tudi v nadaljevanju, razen če ni drugače navedeno, ima zame nadih od vremena zdelanega lesa, medtem ko mi francoski A v spomin prikliče spolirano ebeno vino. V skupino črnih odtenkov spadata tudi grdi G, vulkanizirani kavčuk, in R, parajoča se sajasta cunja. Kot ovsena kaša bledi N, kot rezanci medli N in ojevo ročno ogledalce s slonokoščenim hrbtom, se srečajo v skupini belih odtenkov. Bega me moj francoski on, ki ga vidim kakor napeto površino alkohola, ki se bo vsak hip prelil čez rob majhnega kozarca. Naj preidem zdaj v skupino modrih tonov, kjer domujejo jekleni X, nevihtni Z in borovniči K. Glede na to, da obstaja pretanjeno sočustvovanje med zvokom in obliko, vidim Q bolj rjav od K-ja, S pa ni tako svetlo moder kakor C, temveč zanimiva mešanica sinine in biserovine. Sorodni si odtenki se ne mešajo in dvoglasniki nimajo lastne barve, razen kadar jih v kakem drugem jeziku ne predstavlja en sam znak. Tako puhasto siva ruska črka s 3 stebelci, ki se uporablja za Š, črka, stara kot nilske brzice, vpliva na barvo svoje angleške zastopnice. Hitim, da bi se znam dokončal, še preden me zmotijo. In tako v skupini zelenih odtenkov so F z nadihom jelševega listja, P v barvi nezrelega jabolka in T zelen kot pistacija. Zamolklo zelena, nekako kombinirana z vijolično, je moj najboljši približek za W. Med rumene tančine sodijo različni A in I, smetanasti D, lesketajoč se zlati Y in pa U, katerega abecedno vrednost lahko izrazim le z medeninasta z olivnim odbleskom. V skupini rjavih tonov najdemo polni gumasti odtenek mehkega G, bolj bledi J in kakor vezalke rjavkasto sivi H. In končno še rdečine. Za B je značilen odtenek, ki mu slikarji pravijo žgana sijena. M je kakor nagubana rožnata flanela. In danes mi je nazadnje le uspelo odkriti, da V-ju najbolj ustreza barva rožnca, kot jo opredeljuje slovar barv Merca in Pola. Besede za mavrico iz osnovnih, a nedvomno motnih barv se v mojem zasebnem jeziku skoraj ne da izgovoriti. KZZPJGV. Tako pravi avtor, ki je razpravljal o audition coloré, se pravi o barvnem sluhu. In je bil, kolikor mi je znano, neki albino zdravnik, in sicer je to storil leta 1812 v Erlangu. Sinestetične izpovedi najbrž zvenijo dolgočasne in pretenciozne vsem, ki jih pred takšnim prepuščanjem in prepišnostjo varujejo trdnejši zidovi, kot so moji. Materi se je vse to zdelo dokaj normalno. Če lahko komentiram, kar je recimo zanimivo, on na koncu reče, da se vsem, ki imajo trdnejše zidove, kot so moje, to zdi dolgočasno. Zanimivo je,
da je imel Jung natanko isto besedo. Jung je bil tudi po svoje genij in je na koncu svoje biografije zapisal, da vidi stvari, ki jih drugi ne, ker so njegove stene bolj prosojne. In zanimivo je, da sta oba to imela po mami, kajti Nabokov to napiše tudi v svoji biografiji, je imel občasno, ne vem kako on reče, neke vrste prividov, zato reče mami, se vse zdelo to dokaj normalno, ker je to nekako najverjetneje zmožnost zaznavanja paranormalnega podedoval po njej in isto je bilo recimo po Jungu. Pričemer je Nabokov, ker je bil tako zelo, on je zelo intelektualen, z njega začina, on je imel strašne težave z nespečnostjo. Ni mogel zaspati, tudi piše v enem odlomku, ravno zato, ker mu je rekel, da je prepustiti spancu, da ima nadzor nad tvojo duševnostjo nekaj najbolj groznega, banalnega. Tako zelo daleč je šel od tej svoji intelektualnosti. Ja, tudi Kafka recimo je imel te težave. In zanimivo, nismo se dotaknili, ker danes je le večer s prevajalko Bredo Biščak, ne z jungovsko analitičarko, ampak da je profesor, pri katerem si poslušala veliko predavanj, srbski Ivan Nastović, pisal tudi o tem, recimo o nespečnosti, ne vem, pri Andriću ali pri enem od avtorjev. Torej, z tega vidika se ukvarjal z veliko avtorji, mislim, da z Crnjanskim, in če samo obe poli malo za hip spojim oziroma ju prelijem, ti znanja iz psihoterapije, psihoanalize, razlage sanj in kar sodi v ta velik arzenal, ki si ga študirala dolgo in doštudirala, mogoče bolj odpirajo pogled na neko materijo, ki jo prevajaš, s katero se ukvarjaš, se ti zdi, da lahko vidiš več ali bolj razumeš kakšne zadeve. Nekako se prepleta oboje, da znanje z enega polja pomaga pri drugem in obratno. Zdaj, kako konkretno bi težko povedala. Vsekakor pa po mojem, zdaj z nekim znanjem, ki ga imam sedaj, nekatere stvari za nazaj drugače razumevam. Tudi ko delaš s klienti, je literatura dostikrat pride na tak ali drugačen način, nasploh je pa ljudje običajno ne vejo način, kako razlagamo sanje po jungovski metodi, je natanko enak način, kako si razlagamo metafore. Če je imel, kaj je ta znana primerjava, ki je nam še koren, ne vem, a je Eduardov vers, da je zemlja oranžna pomaranča, nekaj tazga, ne vem, tak vers je, ne, če zemlja. Je modra kakor pomaranča, če vzamete zemlja, pomaranča, zemlja en člen, pomaranča drugi člen, kaj ima skupno, je ta okroglost, to je ta tercio comparationis in isto je pri sanjah, ko vi sanjate to zelo bizarno situacijo, se morate vedno vprašati, kje je ta tretji skupni člen z vašim realnim življenjem, na metaforični ravni. Tukaj se te dve področji zelo spojita, drugače mora samo Nastović. Nastović je znan bil srbski psihiater, tudi terapeut sicer ni direktno študiral po Jungu, je pa dosti delal po Jungu in se potem proti koncu je veliko literarnih del interpretiral z te psihoanalitičnega vidika. Recimo, on je napisal knjigo, analiziral je, mislim, da delo, življenje Marguerite Yourcenar, ampak to je iz razloga, ker sta imela oba enako zgodbo, oba sta izgubila mamo kot, ne vem, pri 1 ali 2 letih. Tukaj je ta tipična psihoanalitična danina, ključe, kaj na življenju zanima. Pa še nekaj drugega. Kar se pa tiče slovenskega sveta, to je bila, da povedala, ker smo tle, Primorci. Prvi slovenski jungovci, tudi psihiater, profesor Jožef Mandić z drugega konca, z Prekmurja. In enkrat sem si nekaj dopisovala, ne vem kako sva, sam je rekel, da pri teh psihoanalizi je velik poudarek tudi na jungovski, na tem zgodnjem odnosu otrok, ponavadi mama, ker se tega marsikaj izhaja. In je on rekel, veste kaj, ker sem pač kao z literature področje, ampak
nihče ni pri nas, še noben jugovc ni analiziral fenomena Aleksandrink. In to se mi je delo tako zanimivo. Meni je tako išlo misel na Marjana Tomšiča, kako je on to res odlično obesedil. Ampak dejansko najverjetneje, če bi se šli v to področje, ta strašen korak, ki so ga morali te ženske narediti, da so se odpovedali svojim otrokom, zato da so šle hraniti druge in da so lahko indirektno hranile svoje otroke. Kje je tukaj zdaj, psiho? Tako da to je eno tako vprašanje, ki se tako recimo, take zanimive prepleti so, ampak to zaenkrat še stoji. A se dotakneva še Johna Williamsa, tvoje velike ljubezni, tvoje zadnje ljubezni? Irena misli pravi, da je že pozno. Nič ne pravi. Ja, da je že pozno, je publika. A kaj meni publika lahko še? No, Breda je prevedla, ne vse knjige, ampak vse, kar je v slovenščini Johna Williamsa, je prevedla Breda Biščak in kar je o Johnu Williamsu, se pravi biografija Johna Williamsa, ki je šla pred kratkim lani. Ja. Jaz ne vem, v kak hip se zaloti, da ne vem, a je zima, pomlad, poletje ali jesen. Tako da... Letos pomlad. Ja, tako. Za privod Johna Williamsa si za Augusta, ne? Prejela Sobretovo nagrado, to smo prejeli na začetku, ampak ne za katero delo. Zakaj sem rekla, da je to tvoja zadnja ljubezen, hočem reči, ne zadnja po vrsti, ampak zadnja, s katero se ukvarjam prav. Mislim, da iz načina, vsaj jaz ko čutim iz načina, kako berem neko stvar, prevod, nekako začutiš, a je avtor, nekako se našel, se srečno srečal z avtorjem ali ne. Tu sem imel občutek, da se je, zdaj lahko me demantiraš. John Williams je ta zgodba, po mojem, dosti ljudi pozna najprej to knjigo Stonera, ki je marsikomu všeč. Mislim, da je to ta komparativističen roman ali pa roman za vse, ki imate radi res literaturo in potem ponovadi vsem tudi všeč. Ta zgodba drugače njegova je dosti znana. John Williams je zaslovel približno 20 let po svoji smrti. Ko je izdal vse te romane Stoner, August, pa prvi je bil Klavčev, oziroma drugi Klavčev prihod, so šli povsem neopaženo mimo. August je vendarle dobil nacionalno nagrado za književnost, ki se je sicer moral deliti, ampak ni kazalo, da se bo prebil ameriški kanon. To se je zgodilo šele, kot rečeno, 20 let po smrti, tudi zato, ker ga je znova odkrila Evropa, ker je Stoner po mojem evropski roman, tak tipičen, govori o melanholičnem človeku, ne o tej ameriški paradigmi win-win zmagovalcev. Drugače pa potem je sledil August, ker je to res priporočam, radi krasen roman, on je bil pa svoje genij. On je vsak roman, kot rečeno, hotel pisati na drug način in se hotel ponavljati, ker ga ni zanimalo nekaj, kar je obdelal znova, se tega lotiti. In prav Augusta je imel to dilemo, kaj narediti zgodbo, ki je vsem poznana. To je pač odprete neko zgodovinsko knjigo in si preberete, kdo je bil August, kako jo povedati, da bo nekomu, ki jo bere, da bo obdržal to bran, suspenz, reče Angleži, pozornost, napetost. In je bolj zasnoval to kot dopisovanje, ker nekaj likov, pa skakal naprej, nazaj, tako da v bistvu nisi vedel, kaj se bo zgodilo. To je tako zelo, zelo napeto. Kako je vse to sestavil, vse te like, vse te zgodbe, meni res fenomen. Kako je obvladal to gradivo. Potem je pa nekako strani Matevža Hopsa prišla pobuda za prevod te biografije o njem. Moški je napisal popoln roman. To je tako res. Dobila sem komentar, to me je malo presenetilo, s strani prijateljice, ki je knjižničarka in ki veliko bere, da je to literarna biografija. Ja, mislim, kakšna naj bo, če govori o nekom, ki je pisal, potem je Sonja mogla to lažiti, da je to zelo fajn biografija, ki sem malo postokala. Ampak tam se res pokaže, da po eni strani veliko piše o literaturi, o njegovem raziskovanju, on je pisal elizabetinska literatura, to je se pravi Anglija v času Shakespearea.
Tam je on doktoriral, to je vplivalo na njegovo pisanje in potem prikaže njega kot človeka, ne, z vsemi človeškimi napakami. Bil je precej živahna osebnost, bil je bojem, bil je 1,60 m, bil je ženskar, 4-krat poročen. In potem so take zabavne anekdote, ki sem jih vmes odpravila, tudi Sonji sem pravila v nekem obdobju, še to povem, pa končam. Ste šla z ne vem katero njegovo ženo v Mehiko, ker je tam živela njegova polsestra s svojim možem, ki je bil ravno tako pisatelj, in ona dva sta živela čisto bojemsko življenje, še veliko bolj kot Williams, ki je vendarle predaval na fakulteti. In potem sta se ta Williams in ta njegov svak, seveda času primerno, literarni sceni primerno, že zjutraj začela s tekilami ali s čim. In potem sta šla po tistem majhnem kraju, ki je bil zelo turističen kraj, in sta že dopoldne pokupila vse paradižnike. Ne. Da so se oni pa ne vem kaj naredili, Vladimirja, ne vem kaj so pili. In potem so k njim prišli lastniki hotelov in so rekli, če bi jim lahko dali par kil paradižnikov nazaj, ker sicer oni za svoje goste ne more kaj ponuditi. Tako, v tem, mislim, take detajli so tudi notno. Ja. Nekje sem izdal, da je to tako zelo polnokrvna slika tega avtorja, ker je imel tudi zelo temne plati, nekaj izvira z njegovega zgodnjega življenja. Njemu so, ko je imel 10 let, povedali, da oče, ki je živel z njimi in ki si mu ga predstavljali kot njegovega biološkega očeta, ni njegov biološki oče. Ne? In ta avtor tudi začne to biografijo s tem, kaj se je moglo njemu zgoditi takrat, kako on takrat ugotovil, da je pravzaprav laž pomembnejša od resnice, če so mu 10 let prodali laži. Druga stvar, ki ga pa nam zasnovala, je pa to, da je bil v 2. svetovni vojni in mislim, da nasploh ta usode vojnih veteranov so najbolj zapostavljene, ker vse te travme prinesejo s seboj. In on je delal predtem kot radijski napovedovalec in je ugotovil, da če kaj zdaj, naj počaka, da ga pokliče v vojno, bi šel najverjetneje na fronto, v neke, kaj so te, kot pešak, kako se reče? Pehote, ja. In je ugotovil, da pešadje, da bi bilo najbrž malo bolj nevarno, da bi bilo boljše, da gre on zdaj sam, ker so novački, tako Američani, in da se je dejansko izučil za radiooperaterja. Potem je bil pa dodeljen v Indijo in so vsak dan priletavali, če si predstavljate Himalajo. V nekih letalih, ki so bila tehnično bistveno slabša kot danes. Predstavljate si, da je bilo v letalih hladno, da je včasih tudi kaj zaledenelo, da so bili oni oblečeni res tako. Takrat so še kadili v letalih, tudi to je, in ko so leteli so iz Indije na Kitajsko, ker so tam dostavljali zaveznikom neke čisto stvari, od ne vem, mislim, da celo orožje pa hrane, in na drugi strani se je potem razcvetel črni trg, tako da je bilo to malo pomagalo malni. In potem, ko so oni preleteli to, ne vedoč, ali bojo uspeli priti na drugo stran, ker če bila megla, bi se mimo gradil kakšnega tega, 7 ali 8 tisočakov lahko zbili. Skratka, ko so prileteli v to jedilnico, na drugi strani to vojaško, ki je tam pričakal napisa, spet vam je ratelo. Tako da, in in tukaj so mu ostale, v bistvu te travme, kar je normalno, kot oni bi potem tudi alkoholik, skratka, preberite knjigo, tako se reče, kako že. Društvo hrvaških prevajalcev se je svoj čas predstavljalo z enim videom, ne vem, če je še dosegljiv na spletu, ki se je začel tako, da vidimo v enem bližnjem posnetku oziroma kadru, kot se reče, tehtnico, na katero roka nalaga knjige in jih kao tehtanja. Ta kup narašča, no potem kamera razširi kader in vidimo na nasprotni strani eno knjigo. In potem prevajalkin obraz, ki reče, za prevod te knjige sem morala črpati iz teh knjig, pa to ni vse. Zakaj govorim to? Zato, ker včasih pravim, da so slovari, mislim, sploh niso potrebni pri določenih prevodih, ampak vse drugo, se pravi neka imaginacija, intuicija, zadetost, ne vem, neka posebna stanja, v katerih se ti razjasni ali te presvetli nekaj.
oziroma na drugi strani ali na tretji pa seveda strokovne pomoči. Ne? Ti si kar nekajkrat imela opravka z biologi oziroma različnimi znanstveniki z različnih področij, ki se jim tudi potem zahvališ. Recimo, je tanka knjižica Oliverja Saxa, kako pot v dnevnik iz Oaxake, taka knjižica zelo simpatična, ki govori o tem, kako se je Oliver Sacks, kot seveda tudi ljubitelj narave, pridružil ameriškemu združenju za preučevanje praprotnic. Ne vem, če veste, ampak praprotnice so najstarejše žive rastline, fosili pravzaprav, nekako fosili. To so najstarejše rastline ohranjene. Spravi, prve so zrastle na tej zemlji in še danes, in seveda jih obstaja milijon vrst, ne, oziroma izredno dosti. In Oliver Sacks se je pridružil temu izletu oziroma tej ekspediciji v Mehiko, iz Amerike v Mehiko, in piše dnevnik. Ne. Ampak to je bilo milijon poimenovanj, ki jih seveda Breda ni našla v slovarjih, ampak se je morala oborožiti. Ja, tukaj je v bistvu zelo nehvaležno delo, zelo skromno opravil dr. Boštjan Svrina, ki sem ga jaz, ko sem leta nazaj začela prevajati za koprski ZRS, sem enkrat po naključju prevala in njegov članek, ki so potem nekako stali v stikih. On je biolog, specializiran prav za botanike, se opravičujem. No. Žal, on je Slovenec, eden od tistih, ki jih naš prostor ni našel prostora za en, to mi je žal, on dela zdaj na reki. In je res velik, ogromno znanje, vseh teh, ne vem, koktavžnih praprotnic, vseh ostalih stvari povezanih rastlinami, vse on rešil. Meni je bilo zelo nerodno, sem me čisto stresel, ampak ne, on je to zelo. Med drugim tudi take stvari, ker se vprašaš, a res uporablja ta glagol? Ja, rastline migrirajo, ne? To, kar vedno govorimo o ljudeh, migrirajo. Ne, tudi rastline migrirajo. Ne? Ali pa take fantastične stvari zveščajo, seveda v pompi, pri seksu, da rastline med seboj komunicirajo na zelo neke prefinjene načine. Se ne vem, kako on dal primer, ne? A je tukaj varno, ni pa tako, ne? Skratka, to so tak neki svetovi, o katerih nič ne vemo, ne? Saks je pa tudi en tak zelo, vemo, bil velik posebnaš. Mislim pač njegovo avtobiografijo prevedla, ker je bilo to zelo zahtevno, ker je ogromno nevroloških izrazov, tam je tudi pomagal. Gospod, mislim, da je Igor Ravnik, nevrolog, ki je nekaj časa hodil na prevajalsko srečanje. Je tudi sam neko knjigo potem prevedel. Skratka, tukaj mislim, da je to, kar da omenim, tega danes nismo. To, kar zdaj, če date te stvari prevesti umetni inteligenci, se dostikrat zgodi, da ko pride do teh stvari, strojni prevajalniki te besede kratko malo spustijo. Mislim pa, to so tudi danes en intervju pravila, po etičnem kodeksu prevajalcev si zavezan, da tega ne smeš narediti. Ampak to je res, drugače to zabrati. Se čuje morda zelo strokovno ta dnevnik iz Oaxake, pa sem jaz spet eno bralco, ko veliko berete, kadaj prosim prebere v angleščini, pa ona reka, ne, ker prevedete. Ne. Res je zelo prijetno branje. No? Začeli smo z angleščino kot jezikom, ki je najbolj razprostranjen oziroma ga govori največ ljudi na zemlji, na kateri nas je 7 milijard. 7 milijard. Prvi prevod Biblije angleške je nastal leta 1500 in nekaj. In Biblija je bila prevedena v slovenščino tudi približno takrat, mogoče kakšnih 50 let kasneje, ali pa vsaj išla. Tu je slovenščina v enakovrednem položaju, potem pa je utihnila in zato lahko seveda me potolčete, ampak govorim, da je literarno mlad jezik slovenščina. Literarno mlad jezik, ki pa se je izkazal po izvirni ustvarjalnosti, sodeč, še bolj pa včasih se mi zdi po prevodni, kot jezik, ki zmore tako rekoč vse in še več. Tako da bi s to mislijo zaključila Svetovni dan prevajalcev, prevajalstva in prevodne literature.
se zahvalila Bredi Biščak, vsem organizatorjem tega večera in Breda, seveda imaš tudi ti. Nekaj bi vam sam še prebrala, hvala Sonja. Še to bi povedala, hvala vam, to moram povedati še javno, dopoldne sem že za Radio Koper. Zelo sem vesela, da je danes posvetil pozornost prevajalcem. Zelo sem vesela, da je tukaj tudi Leon, ne sem bila dosti let na radiju, da je tukaj Borica, da je tukaj Devana. Tako vsi ste me presenetili. Kaj sem hotela povedati? Ja, povedala sem, da sem Sonji zelo hvaležna čisto v prijateljskem smislu, ker sem v nekem obdobju, ko sem postala stara mlada mati in je moja hčerka začela hoditi v vrtec in je bila tisti primer, ki je vsak drug teden doma. Je bilo zelo težko prevajati, ker si neprespan in ker je treba biti zelo zbran in sem potem po enem obdobju začela razmišljati, ali naj začnem kaj drugega početi v življenju, ne več tega. In me takrat Sonja tako lepo rekla, ne, ti tega ne smeš narediti. In me to res takrat veliko pomenilo, no? Tako da hvala Sonja. In za konec bi pa prebrala samo en citat, začeli smo prej, ta knjiga Hiša na ulici v vlaku, mislim, nisem povedala, avtor je Tim Winton. In kasneje pri Modrijanu je šla tale drobna knjižica Rob zemlje. On živi na zahodnji avstralski obali, pravi do enem kraju, kjer je, ne vem, 600 duš in 300 psov. Je tak zagovornik, okoljevarstvenik, ne da kaj dosti na to javno publiciteto. Glasi se samo takrat, ko je treba kakšno okoljevarstveno akcijo, speljati je pa to knjigo v celoti napisal, posvetil morju, svojemu življenju na morju. In bi končala ta naš pogovor, ker smo vendarle tu na zahodu Primorci s tem kratkim citatom. In še enkrat hvala vsem, da ste prišli. Navajam, morje je kraj, kamor gre sonce ob koncu dneva. Kraj, kjer sonce biva med tem, ko spiš. Stvari razumem, kadar vem, kje je zahod. Hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjič.